No, se po mojem lahko kar začnemo tudi v takem malo bolj sproščenem vzdušju. Skratka, hvala vsem in vsakomur posebej, ker ste prišli tudi na današnji večer. Meni je veliko zadovoljstvo in čast resnično pozdraviti tukaj med nami dr. Borisa Vezjaka, katerega delo in doprinos poznamo. Če grem jaz malo na to osebno noto, sicer poznamo Borisa kot publicista, kot filozofa, pomembnega za moje pojme družbenega kritika. Jaz ga na neko osebno noto vidim tudi kot res dragega zaveznika, ne vidiva se pogostokrat, ampak vedno nekako na pravih mestih. Kot zaveznika se ga bom vedno spominjal v enem specifičnem primeru, namreč ko me je tožil, to je bilo leta nazaj, Andrej Šiško, njega tudi poznate, zato, ker sem napisal, da so on in Hrvardi. Hrvardi je bila kot neka predhodnica tako imenovane Štajerske varde, da so v osnovi rasisti in tako naprej. Je padla tožba in jaz sem predlagal sodišču za slišanje 3 strokovnih prič. Poleg Mitje Velikonje, Žige Vodovnika je bil zraven tudi Boris Vezjak. Jaz smatram, da smo skupaj dosegli neko pomembno zmago, ki se je potem realizirala v nadaljnjem postopku. Namreč Šiško se je pritožil na višje sodišče in to je dalo potem seveda ta pečat pravnega reda Republike Slovenije, ne vem, kako bi temu sicer rekel, da se lahko od tega trenutka, od te razsodbe meni v prid legalno in popolnoma mirno reče Šišku in Hrvardom, da so rasisti. In to so neke te pomembne zmage vendarle. Širše gledano pa vidim seveda Borisa tudi kot zaveznika na področjih, kot je resnično osveščanje in ozaveščanje naše javnosti, podajanje kritične misli, kritične miselnosti in pa tudi seveda družbene kritike kot take, ki je vedno na mestu. Zelo verjetno poznate njegov blog, za tiste, ki morda nas gledajo prek posnetka, videoposnetka, pa ga ne. Njegov blog je resnično vreden ogleda in rednega spremljanja, imenuje se pa In Media Res. Tako da, kot je bilo že povedano v napovedi, midva se bova danes pogovarjala o enemu letu, više manje, oziroma cirka enemu letu Golobove vlade. Dotaknila se bova oziroma razglabljala tudi o civilno-družbeni, levo usmerjeni sceni in tako naprej. Podajala bova, si predstavljam, kar neki kritik in tako direktnih, to je edina stvar, kar smo se dogovorila do zdaj po telefonu. Ampak veste, kako je s temi kritikami? To je odvisno od tistih, ki so kritizirani, ali so te kritike konstruktivne ali niso. To mora biti dvosmerna ulica. Ker če vlada, katerakoli vlada ali kakršnakoli že oblast prisluhne opozorilom, ki prihajajo iz medijev, če prisluhne opozorilom in kritikam, ki prihajajo iz širše civilne družbe in tako naprej, potem so te kritike lahko obravnavane kot konstruktivne in seveda enako se tiče potem tudi civilne družbe in tako naprej. Tako da gremo biti v tej luči konstruktivni, ampak ker sem zdaj že tolikokrat omenil družbena kritika, kritičnost, kritični in tako dalje, da vseeno začneva malo drugače, pa naj bo prvo vprašanje to, kaj ti je pa najbolj všeč pri Robertu Golobu? Kaj naj rečem? Nekateri pravijo, da ima lepe kodre. To zdaj prepuščamo njegovi partnerki, so ta leskanja. Nisem taki bi hvalil. Ne bi rekel, da v njegovem političnem programu obstaja res kaj veliko tega, kar bi lahko pohvalili. Zdi se mi bolj, da hvalimo to, kar je prišlo, bi rekel, precej spontano. Namreč, to je po, bi rekel, 2 letih neke totalitarne ere, Janšove ere, urbanizacije Slovenije je dejansko prišla neka relaksacija, neka sprostitev, ki pa ni bila, bi rekel, načrtovana. Mislim, da pozabljamo, da je zmaga Roberta Goloba na volitvah, lanskih volitvah bila
splet nekih naključij, ne. Predvsem njegove odločitve, da se poda v politiko, glede katere je dlje časa okleval, da je prišel kot neka vrsta odrešenik, recimo Levice, ki ni našla svojega drugega odrešenika, ki je bil bolj primeren, da smo dobili pač nekega menedžerja, podjetnika, ki vnaša menedžerske, bi rekel, kvalitete v politično razmišljanje, ampak te kvalitete žal v politiki ne delujejo in da je to ena večjih težav, ki jih imamo za to vlado in s tem predsednikom. Skratka, moral bi zelo dolgo razmišljati, da bi ugotovil kakšno politično relevantno, pozitivno lastnost pri njem. Sam, kot sem opazil v svojih reklamnih spotih, izpostavlja svojo primorsko sproščenost, kot recimo to vrstna kvaliteta. Zdi se, da morda celo je ena taka značajska lastnost nekaj novega, ne? Da smo doslej imeli predsednika vlade, ki so bili vsi po vrsti zelo zategnjeni. Gospod Janša zanesljivo zelo zategnen, če ga pogledamo, ne? Tudi Cerar nikoli ni izgleda precej sproščen. Marjan Šarec je trudil, da bi izgledal zategnjen, ampak v osnovi je komedijant, nekako v zadnjo grbutalo to njegovo komedijanstvo. Koga smo še pozabili? Skratka, neko sproščenost je zdaj, ampak to ni politično relevantna lastnost, če je značajska sproščenost, ampak so tudi kakšne druge značajske lastnosti pri njem, ki so pa politično relevantne in ki bi si jih morali po moje bati. Naravno se ta sproščenost, pa tako naprej. Meni je nekako bi moralo biti normalno in po teh 2 letih Janševega režima, jaz to dejansko imenujem režim, se mi zdi beseda primerna, ne mislim je kot neko poceni želivko tukaj, ampak je dobro, če imamo recimo nekje na obzorju vsaj te možnosti nekega dialoga, ne? Ampak bomo že prišli bova prišla skozi debato do konkretnejših primerov. Velikokrat se mi zdi namreč, da je ta dialog, predvsem dialog s civilno družbo, pravzaprav na eni strani dialog zatisnjenih ušes, ne? Zdaj, če greva midva v obdelavo tega prvega njegovega leta, mandatarstva, no, sej, 2 vladi sta tukaj v tem letu bili, pravzaprav, ne, dopolnjena je od letos, ne. Preširoko je definitivno vprašanje, kako vidiš to prvo leto, ne. Tako da morda začniva pri tej stvari trdnost same koalicije, kako jo ti vidiš, ne, torej te 3 stranke. Kar je mene že od samega začetka zanimalo, ker sem nekako že takoj po 24. aprilu po splošnih volitvah predvideval, da bo vlada sestavljena torej iz Svobode, Socialni demokrati in Levice. To, kar mi je bilo največje vprašanje, je bilo, kako bodo kohabitirali v koaliciji. Ne? 2 izrazito neoliberalni stranki in ena, ki je ideološko vsaj levičarska. Ne? Prihaja do nekih, recimo, ne vem, če bi to imenoval trenja, ampak neusklajenosti, ki pride potem na dan. Ta zadnji primer je, recimo, Mesec je predlagal, torej Luka Mesec, oziroma Levica kot stranka, progresivni obvezni zdravstveni prispevek, ne, da se plačuje glede na pač tvoj osebni dohodek. Ne. Zdi se mi, da ni bilo nič kaj preveč sproščeno se strani Goloba, ki je rekel, da je to absolutno, da se o tem sploh ne splača niti pogovarjati, da to niti še ni bilo na vladi in tako naprej. Pa me zanima, kako ti to vidiš, to kohabitacijo skozi ta čas, odkar so to koalicijsko pogodbo sploh podpisali? Torej, vidim jo kot precej nesproščeno. Čeprav je Luka Mesec napovedal, da bodo skupaj vladili do leta 2030, ne upam, da se je šalo. Mislim, moj vtis je naslednje, da je predsednik vlade človek veliko precej avtoritarnega značaja, ampak ne v tem političnem smislu kot Janša, tu so seveda ogromne razlike, ampak je preprosto nek menedžer podjetnik, ne, ki misli, da ko poda nek dekret, ko poda neko povelje, bodo vsi podrejeni temu sledili. Ne. Se pravi, on dejansko ni človek dialoga, kar ti pogrešaš, ni človek demokracije, ampak človek dekretov. Ne. Tako da
Jaz ne verjamem v to zgodbo, da obstaja neka čudovita koeksistenca znotraj te vlade, ali pa vsaj ne verjamem, da bo ta čudovita simbioza trajala zelo dolgo. Ker, kot rečeno, imamo več stvari. Na eni strani je, bi rekel, ta njegova podjetniška logika upravljanja vlade in pogled na državo kot podjetje, kot en problem. Drugi problem je najbolj ta, da je on tudi po značaju bolj, recimo, avtoritativen, se pravi Golob. Tako da to ni dobra podlaga za karkoli od tega, kar bi ti želel. Na drugi strani imamo recimo ta refleks pri Levici in Luki Mesto, ki se najbrž boji, da bi lahko s to vlado sledilo nekaj, kar se je zgodilo v vladi Marjana Šarca in potem Levica bila nekako soodgovorna in kriva za razpad vlade, tako da deluje zelo defenzivno Levica. Socialni demokrati tradicionalno delujejo oportuno, se pravi, so zraven tako dolgo in do te meri na način, kot imajo glede tega koristi. Tako da v bistvu je to neka lažna, bi rekel, lažen dialog med njimi, ni dialog, sodelovanje med njimi, kar se pa dialoga tiče, pa itak mislim, da smo zdaj počasi v fazi, ko bi se morali te besede bati, namreč 10 let sklicovanja na dialog pri Borutu Pahorju in nove obljube Anžeta Logarja, da bo gradil politiko dialoga, so več kot zanesljivo bedo, da je s tem pojmom nekaj narobe vse v njihovem problemu. Imam telefon izgled. Kar počasi, a te je telefon prekinil, bi rad nadaljeval? Ne, kar vprašaj. Ja, jaz si odprl ogromno vprašanje že zdaj, katero ne napademo najprej. Ja, ta strah verjetno resnično obstaja, da mislim, da je prisoten pri vseh. Prvo kot prvo, vsi ne rabijo se imeti radi, da čisto zbanaliziramo to stvar. Pač hoteli so imeti te neke politične pozicije, imajo jih, jaz razumem, da jim ni lahko marsikateri dan, ampak to so hoteli, zdaj morajo voditi državo. Kar je meni zelo sumljivo, je tukaj to, da mi govorimo o nekem uspešnem menedžerju z nekimi rezultati, za sabo vendarle v tem poslovnem svetu, ampak ko ga pa gledaš v funkciji vodilnega, torej prvega med ministri, dobiš ta občutek te neke dezorientiranosti, zmedenosti, prenagljenosti predvsem. In potem to privede do takih fantastičnih primerov, da recimo on odredi, nehali bomo streljati medvede. Se spomnite, to je bilo 2 dni nazaj, pa ne on Svoboda, SD pa Levica, ampak da se bo ustavil ta odstrel 230 medvedov, da je treba stvar na novo preučiti, iti v dialog s civilno družbo, z nevladnimi organizacijami, ki so pristojne za ta vprašanja. Nakar so mu očitno na pristojnem ministrstvu razložili par stvari in je naslednji dan to umaknil, ampak je rekel, medvede se bo streljalo, ampak gremo pa v dialog z nevladnimi organizacijami, ki se trudijo to preprečiti. Nevladne organizacije so nad tem obupale in se obrnile na Bruselj. Tako da to je eden od primerov. Tako da mene on, pravzaprav ta glavni problem, ki ga imam jaz z njim in hočem, ali pa tako bom rekel, ne želim si, da bi vlada zašla v pregloboko politično krizo, da bi padla, da bi potem spet prišlo do političnih iger in tako naprej, ker jaz vladavino Janeza Janše razumem izključno kot anomalijo tega, kar mi imenujemo demokracija v tej državi. To je ta naš eksperiment, ki se ga gremo. 3-krat je bil na oblasti, ampak samo enkrat je dejansko zmagal in odpeljal mandat. Drugače je on produkt političnih kriz. In prinese s sabo vse najslabše, kar potem sledi. Tako da jaz verjamem, da je ta strah pri njih prisoten, da si ne želijo tega. Sam njega enostavno kot prvega med ministri nimam za kredibilnega človeka. Zdaj me pa samo zanima, ali tu mora biti pretiravam, so tle neke lastnosti ali neke igre, ki jih jaz ne vidim oziroma ne razumem. Torej, veliko tega, česar ne razumemo, ampak se mi zdi, da se večina stvari da razložiti preprosto z oportunostjo, ki jo, bi rekel, koristi tisti, ki so na oblasti prinašajo.
tako kot si rekel, ne gre za to, da od te vlade, od te koalicije pričakujemo, da se ima rada, pričakujemo pa, da je konsistentna. Bom dal zgolj en primer, lahko bi jih več. Se pravi, pričakujemo, da takrat, ko gre za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da koalicijski partnerji, SD in Levica, to ukinitev zahtevajo. Na koncu se zgodi seveda kaj, da minister Bešič Loredan napove to, kar je bila koalicijska, bi rekel, zaobljuba za leto 2025, potem pa, oprostite, tukaj se lahko nekamo sprenevedeti samo zato, ker je želel Pavel Rupel izpeljati svoj zakon, čez noč spremenijo agendo in pohitijo za ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja. Samo zato. In pri tem gotovo Luka Mesec in Tanja Fajon nista bila v posebno položaju. Želim povedati, nista delovala kot tista, ki bi stranko Gibanja Svoboda in predsednika vlade opominjala, da naj to zavarovanje ukine. Vsaj ne dovolj. Še huje je, če pomislimo, da ta vlada, oprostite, nadaljuje za privatizacijo zdravstva. Se pravi, to je zdaj tista edina reforma, ki jo predsednik vlade še obljublja, kot smo slišali, bi se vsem drugim mimogrede lahko povedal, tej se pa morda ne bi odpovedal. Ampak, če pogledamo pobliže, vse ukrepe, ki smo videli doslej, so bili pravzaprav koncesija zdravstvenemu cehu in so bili v smer ohranjanja ali celo jačanja privatizacije zdravstva. Jaz sem šokiran pričo tega, kako slovenski novinarji niso zmožni predsedniku vlade postaviti zelo preprostega vprašanja, tudi ne ministru za zdravje, vsi pa vrsti me zelo žal, namreč, kaj bo storil za ohranitev javnega zdravstva. Kakor da je samoumevno, da ga smemo ukiniti. Kakor da je agenda privatizacije zdravstva samoumevna. In to, da se pogovarjamo o reformi, je samo priročen, lepo zvenet slogan za nadaljevanje privatizacije zdravstva. Bodite pozorni samo na retoriko te vlade v zvezi s tem. In na tej točki privatizacije zdravstva Levica in socialni demokrati ne storijo nič. Se pravi, kakšno sodelovanje to? To je po mojem neko lažno sodelovanje znotraj te koalicije, kjer so si pač med sabo dogovorili ne vem kaj. Ne? Da bo Luka Mesec dobil nek plan, ne vem kaj, za stanovanjsko politiko, ne, za svojo stanovanjsko reformo in bo pustil pri miru Goloba, da počne svoje stvari. Ne? To zame ni delovanje neke vlade, ki deluje v dobrobit državljanov. Podobno se je zgodilo, spomnite se, glede udara na ministrico za notranje zadeve in prvega policista v državi. Mimo glede je Robert Golob žrtvoval Tatjano Bobnar in Boštjana Lindova. A sta Luka Mesec in Tanja Fajon kaj pisnila? Pokazala se nekaj malo nezadovoljstva, ampak sta spustila sta Goloba, da gre v to zamenjavo. Ki po mojem mnenju ni samo, a veste, zamenjava zaradi neke fotke iz Bruslja, na kateri je bil on fotografiran in kjer ni bilo dokazano, da bi rekel, varnostniki bili avtori te fotografije, ampak gre sobojem za poskus obvladovanja policije in organov pregona, oziroma NPU-ja in tako naprej. In to na način, da pride na to mesto Boštjan Poklukar, ki se je že izkazal s tem, da ne znamo pravoditi tega resorja, da nastavijo za v.d. generalnega direktorja policije Senada Jušiča, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev in to nikoga ne moti. In spet ne moti Luke Meseca in Tanje Fajon. Se pravi, toliko o tej čudoviti, kako bi rekel, druščini, ki jo imamo na oblasti. Ampak da ne bo nesporazuma, ker si prej omenil kritičnost do te vlade. Dajmo, bi rekel, načeti to temo, ki mene v bistvu najbolj muči, in je naslednja. Namreč, seveda so svetlobna leta razlike med to vlado in Janševo vlado, tem ni najmanjšega dvoma. Ne more biti noben nesporazum okoli tega.
Ampak tako, kot se zdaj obnaša ta vlada, ne, odpira vsa vrata za Janševo vrnitev. In zdaj smo na tej točki, kako bi rekel, vprašanja kritičnosti do te vlade, ne, kjer vidim veliko zadrego na tej levo-liberalni sceni v zvezi s kritičnostjo do te vlade. Namreč, ali bomo v imenu demokracije in zamislijo na to, da se nam Janša ne ponovi, kritični do Goloba, kot si to zasluži, ali pa iz lažnega razloga, ker pač je nekdo na oblasti, ki ga zdaj ne smemo rušiti, ker bi se lahko Janša vrnil, ne bomo tako kritični in bomo oportuno gledali proč, ne? Bomo oportuno manj kritični, nekritični in tako dalje. Meni se zdi, da če je kdaj čas za kritičnost do te oblasti, je zdaj ta čas, ne pa čez pol leta ali eno leto, ko bo ta vlada v krizi in ko bo imela svoje rejtinge na javnomnenjskih anketah še bistveno slabše, pa jih ima danes. Zdaj je čas za kritičnost. In ne lažno kritičnost, ampak iskreno kritičnost. In vedno je čas za kritičnost do slepene oblasti, če si, ne vem, aktiven državljan, če si kritičen javni intelektualec. Ne? Tako da tukaj zdaj odgovarjam približno na tisti del očitkov proti meni, ne, ki mi nenadoma poskušajo dopovedati, da je moja kritičnost do te oblasti, ne vem, pretirana, da ni jasno, odkot se jemlje in tako dalje. Prostite, mislim, če imate radi to vlado in če se ne želite, ne, oblasti in vrnitve Janše in Logarja, potem dajte biti zdaj kritični do Logarja. Zdaj, ko je še čas, ko je zelo trdno v sedlu, in pravzaprav vam ne more očitati, da s tem zdaj spodkopavate njegovo kredibilnost, legitimnost in tako dalje. In tako kot si rekel, ne, pameten vladar bo vedno znal prisluhniti kritiki. Jaz se seveda bojim, da Golob ni tip modrega vladarja. Kot rečeno, bojim se, da v njem ni nič te prudencialnosti, te fronezis modrosti, da preprosto nima tega političnega know-how. On je preprosto amater v politiki, ki se uči in zdaj vsi malce popetamo, če se bo hitro in dovolj dobro naučil. Se ogromno je tukaj vprašanj. Recimo eno, sicer malo bolj splošno, ampak sledijo bolj konkretna. Zakaj se ne more Slovenija iztrgati iz tega objema Janša-anti-Janša? Ok, Golob, prijetni Šarec, Miro Cerar, Pahor, Janković in tako naprej. Dolga je bila ta garnitura. Drnovška je narod imel nekako rad, ker je Drnovšek posebljal to neko umirjenost in to neko pamet in ne vem kaj in tako dalje, ne vem. Ampak mi smo že od leta 1991 v bistvu ujetniki teh dveh nekako odločitev, ne, za katero se, mislim, vsaj jaz smatram, da nobena ni pravilna, ne, ampak ne znamo se pa iz nje iztrgati. Ne. Pa me samo zanima tvoje razmišljanje, zakaj je pravzaprav temu tako? Torej, to je zdaj, da tako rečem, infrizični problem levičarstva v Sloveniji. Kakšne tipe levičarjev v Sloveniji pa sploh imamo? Ne? Najprej imamo, če poskušam taksonomizirati zelo površno, tega lepodušniškega levičarja. Ne? Teh imamo zelo veliko in so pomembni opinion makeri v Sloveniji. Zdaj, kdo je lepodušniški levičar? To je seveda nekdo, ki ima super idealne predstave o tem, kako naj bi država funkcionirala. Ampak te predstave so tako zelo utopične, da ve, da niso uresničljive. V prvi fazi je bila seveda levica, združena levica, predstavnica recimo tovrstnega utopizma socialističnega. Tako da ta lepodušniški levičar je, po čem ga prepoznate? Prvič potem, da bo dejal, če citiram enega znanega politika, da je potrebno samo malo počakati, pa bo truplo Janeza Janše samo priplavalo po reki in mi bomo pa na obrežju te reke gledali, kako bo mimo priplavalo to truplo. To je ta pogled.
prepoznate ga po tem cinizmu, da za ničemer ni zadovoljen, z dobeno oblastjo, z dobeno rešitvijo, z dobenim kompromisom. Poznate ga po tem, da napoveduje svetovno revolucijo za leto 3125. In to so te tri značilnosti, po katerem prepoznate velikodušniškega levičarja. Potem imate tega, kako bi rekel, levičarja, ki je lahko bil včeraj velikodušniški, ampak je zdaj gotovil, recimo, da je na oblasti. To bi zdaj bil predstavnik stranke Levica, se pravi, gotovo je, da pravzaprav Robert Golob uteleša, reificira v tem ideološkem smislu vse, proti čemur se on celo življenje bori, se pravi neoliberalni pogled na svet, ampak je na oblasti, tako da bo zdaj poskušal nekaj dobrega narediti za državljane in bo poskušal koeksistirati s tem neoliberalcem, kar najbrž, prostite, Golob tudi je. Težko, da ste kaj drugega, če za 1. maj pošiljate čestitke socialno šibkim v državi z hotela na Siciliji, ki stane 11.000 evrov na teden. Težko, da ste kaj drugega. Skratka, ampak zdaj se vi na oblasti in poskušate delati v dobro ljudi in malce nižati na eno oko in, bi rekel, potlačiti in požreti to, da ste pač pristali na tako formu. Potem je pa seveda še tretji tip, recimo temu levo-liberalnega levičarja, ki je najbolj dominanten v Sloveniji, ki pa pravzaprav ne ve natančno, kaj bi levi program bil, malce ogiba, včasih se mu zdi, da je to program neke sredinske stranke, včasih se mu zdi, da je to program Marjana Šarca, včasih se mu zdi, da je to program Mira Cerarja. Skratka, ima zamešane pojme, ne razume stvari. Zdaj se mu zdi, da je to program Roberta Goloba, seveda, in potem preprosto upa, da je levičar na podlagi tega, da je proti Janši. In to je zdaj moj odgovor na tvoje vprašanje. Se pravi, konceptualna politična konfuzija, zmedenost je tista, ki hrani Janeza Janša, se pravi, vera v to, da nas bo samo antijanšizem vzdrževal, bi rekel, na površju, to bi bil moj odgovor. Se pravi, stvari nismo reflektirali, ne vemo, kaj pomeni biti levičar v političnem smislu in predvsem verjamemo, da se je levičar takrat, ko ni desničar na oblasti, še zlasti takrat, ko ni nevaren ekstremni desničar na oblasti in Janez Janša je nevaren ekstremni desničar in ti to veš, ker se ukvarjajo z neonaciji in z povezavami stranke SDS v neonaciji. Hvala, ker si to ponovil za kamere. Ko naslavljamo recimo probleme, ki jih imamo v družbi vezane na to tako imenovano demokracijo. Velikokrat se poudarja neozaveščenost, poleg seveda ostalih anomalij, ampak velikokrat se poudarja tudi ponavlja ta apatija in tako naprej. Meni se zdi, da velikokrat spregledamo en zelo pomemben vir, ki nam ne gre nikakor v prid v tej družbi in to je sprenevedanje. Dejansko sprenevedanje. Prvo, če hočemo biti eksaktni, v Sloveniji še nismo imeli leve vlade. Kajti neoliberalna agenda ni leva stvar, ni levičarsko, ideološko in nikakor se ne sklada s pravim levičarstvom. Zdaj, če je šla Katarina Kresal nekoč na parado ponosa ali je šel Borut Pahor na partizanske proslave, to pač ne pomeni, da so to levi politiki. Jaz sem zdaj ta dva omenil, ker sem jaz takrat pri sebi to dojel. Imamo pa seveda primere non-stop. Ampak veste, do kakšnih bizarnosti to privede? Rad bi ti povedal ta primer. Kaj je bilo zdaj pred parimi dnevi, mislim, da je bilo to 8. maja, seveda ob bok dnevu zmage v Evropi, 9. maja. Komemoracija, na kateri sta sodelovala Golob in Janković, polagali so se venci padlim borkam in borcem pri osvoboditvi Ljubljane.
Venec je za Zvezo borcev položil varnostnik, eden od glavnih varnostnikov podjetja Valina Varovanje, ki zelo dobro in zelo uspešno in zgledno, bi se reklo, posluje z MOL-om, torej z mestno občino Ljubljana. No, ta varnostnik, ki je položil ta venec na spomenik, ima tetovirano na členkih skin, head, kar pomeni obritoglavec. Nad levim komolcem ima tetovirano število 88, kar je mednarodna številčna kratica za Heil Hitler. In to je to, in govorim tukaj o sprenevedanju zaradi tega, ker smo mi ime tega varnostnika razkrili, obelodanili v Mladini 2 leti nazaj, problematizirali neonaciste v vrstah varnostnikov imenovanega podjetja Valina in nismo ne od Valine takrat in ne od mestne občine takrat prejeli nobenega, absolutno nobenega odziva, javnega, ne nikakršnega koli drugega. Težko je govoriti o antifašizmu v najlepšem mestu na svetu iz pisarne, ko imaš, govorimo o Jankovičevi pisarni, 150 metrov na levo naprej, imajo svoje gnezdo neonacisti. Tam na Starem trgu 10 je ta poštni nabiralnik, kjer so registrirana društva, med njimi društvo za promocijo ali ohranjanje tradicionalnih vrednot, tako, ja, poznamo vsi to društvo in tako dalje. Ne. Tako da to sprenevedanje v naši družbi sega do najvišjih nekih, bom rekel, inštanc. In to je tisto, kar je slabo. Ker v končni fazi s tem prihajajo samo sporočila, da absolutno ni nikakršen problem, če si neonacist ali pa če si bil, pa imaš še vedno na sebi te tetovaže. To sploh ni pomembno v današnji družbi, v naši družbi in tako naprej. In dokler bo temu tako, odpiramo na stežaj vrata vsem stvarem, ki jih razne številčne kode, kot je 8.8 ali 2.8 ali 1.4 in tako dalje, prinašajo se s seboj. Prtljaga vsega tega je pa zelo težka in zelo velika. Poprosti bi samo kaj tukaj dodal k temu. Ni bilo ravno vprašanje, ampak če torej, samo to bi dodal, da pač gojim precej zamer do slovenskih medijev, mislim, da so vse upravičene. In eno od teh je dejansko ta, kako zelo, bi rekel, cenzurira svoj lasten jezik, ko gre za politiko Janeza Janše vrsto let. In tukaj mi boš ti, Erik, dal prav, pomeni kaj, da če vi berete tuje medije, potem bo Janša vedno upisan kot populistični lider, kot nacionalist, kot desni ekstremist, ali pa desničarski politik in tako dalje. To vrstnega žargona izrazja v slovenskih medijih nikoli ne boste našli. Prav tako se slovenskim medijem in novinarjem, vsa čast izjema, ne ljubi raziskati, kakšne so povezave te politike, to počneš ti, pa morda jaz, pa je zelo hitro konec, kakšne so povezave te politike z desnimi ekstremističnimi gibanji po Evropi in v Sloveniji, se pravi predvsem z generacijo identitete, z rumenimi jopiči in tako dalje, prej so omenjal tudi Hrvarde in te povezave so bolj in manj izpričane. Tako da ne govorimo seveda o tem, na kakšen način je vodja avstrijskih identitarcev bil navdušen nad Janšo in to tisti, ki mu je novozelandski previlec natonali s nazvi mošej, doniral denar in tako dalje naprej. In to se zdaj še kar ponavlja. Ne vem, če si opazil ta nov val, generacija identitete se je znova spostavila marca letos na socialnih omrežjih, jemlje nov zamah in člani stranke SDS jih že, bi rekel, ne samo, da jim izdajo manifeste, ampak jih praktično vsakodnevno tako ali drugače promovirajo. Da ne govorimo o tem, kako je uspel minister Simoniti narediti to isto društvo, za društvo, ki deluje v javnem interesu, na podlagi njihove knjižne produkcije, ker so izdali manifest, neonacistični manifest in še ena druga knjiga, ki sem jih videl nekaj dni nazaj v prilogi
tednika Demokracija, veš, imaš posebno ponudbo, da lahko kupiš ta neonacistični manifest, ker ga je izdala založba stranke SDS. Ampak vse te teme so zelo obrobne v slovenskih medijih, v Mladini, pa mogoče še kje, kaj o tem preberete, druge pa ne, kot da pač slovenskih, ne vem, zakaj slovenskih novinarjev to ne zanima. Tem ni čudno, ne, če dobimo nazaj gospoda Janša. Ne, ampak hkrati se pa recimo zaradi, ker ta človeška tragedija, družbena tragedija je v osnovi v tem, da se morajo zgoditi neke tragedije, da se nekaj premakne z mrtve točke, oziroma da pride do sploh priznanja, da obstaja morebiti nek problem. Ne? In zgoditi sta se morala zgodila sta se dva pokola v Srbiji, seveda poudarek je na prvem, ker ga je izvedel 13-letnik na osnovni šoli. Ne? Odziv vlade, ne, oziroma ministrstva za notranje zadeve je bil najprej ta, če se ne motim, no, da so poslali policiste, razvrstili policijske sile okrog osnovnih šol. Samo da bo jasno, zakaj to počnejo. To počnejo takrat, ko ne vejo točno, kaj bi naredili, morajo pa javnosti pokazati, da nekaj pa vendarle delajo glede tega. Ne? In vam povem, zakaj to sklepam, zakaj to mislim. Ker takrat, ko je bil ta množični prihod beguncev čez Balkan v Evropo, ne, je takratna vlada Mira Cerarja mlajšega, ne, postavila vojaška blindirana vozila med zbirne centre in točno določena mesta, ki so bila predvidena za televizijske kamere, fotografe in tako naprej. Ne. To so ti vzorci. Ampak, da se ne vežem na to, ne, zdaj jutri ne bi se v bistvu začelo, oziroma ta petkov dan kulture nenasilja, strpnosti in tako naprej v šolah. Skratka, mora res priti do nekih tragedij, zato da potem enostavno razumemo in dojamemo, da imamo v družbi nek problem. In nisem jaz ta, ki to govori.
11. aprila se mi zdi bil otroški parlament, tako imenovani, ki vsako leto zaseda v parlamentu. Ne? In stvar, ki so jo najbolj izpostavili, so duševne stiske mladih. Ne? S pozivi direktnimi, da se je treba s tem ukvarjati, da je treba to naslavljati in tako naprej. Ne? Ker te stvari se v končni fazi prepletajo. Ne? Sovraštvo se lažje zasidra v srcih in v glavah ljudi in tako naprej, ko imamo večjo negotovost in tako dalje. Ne? Zato ni nič narobe želeti si neke stabilne vlade. Jasno je, da je treba vsako vlado absolutno kritizirati. Ne biti zdaj pa dobro do ene vlade, ker pol se bo zgodil temnejši scenarij. To meni neumno približno tako, kot če bi pod Janševim režimom govorili, ok, ni vsaj tako slabo, kot je v Pjongjangu. To nam nič ne pove, to za nas nič ne pomeni. Pač mi moramo skrbeti, da je pri nas, recimo, zadovoljivo. Ampak veš kaj, da mi ne uide... Smem to komentirati? Smeš, valjda torej, prvič, res mi je narobe razumel, če misliš, da se jaz ne želim stabilne vlade. Jaz mislim, da si zresno povedal, da se želim. Da ne zgodim to splošno. Ja, seveda, vsi si želimo stabilne vlade, če so ta demokratična. Zdaj, ko si omenjal ta jutrišnji dan boja proti nasilju, ne, mislim, da je to dobra ilustracija tega, kako deluje predsednik Golob. Namreč, ne vem, če vi veste, ampak ta ponedeljek so vse osnovne šole in srednje šole dobile okrožnico, v kateri piše na željo, oziroma mislim, da je izraz na pobudo, na željo Roberta Goloba se ta petek organizira po šolah dan boja proti nestrpnosti in nasilju. A vidite ta avtokratski značajski element, o katerem se pogovarjamo? Nič ne narobe s pobudo, ampak tam piše na željo Roberta Goloba. Skratka, če se kaj zgodi, v državi se zgodi na željo Roberta Goloba. Prosite, je to ta stabilna vlada, stabilna predsednika, o kateri se pogovarjamo? Moje ne. To so stvari, ki me recimo zelo motijo. In spet imate to menedžersko logiko. Ne? Se pravi, imate direktore Genija, ki mimo grede kupa nekih svojih poslov na Balkanu, nikoli ni znal pojasniti, ne? In ki misli, da steče ta linija komande od njega, on da komando in vse čete, vsi posamezniki v državi se morajo njegov komando premakniti. O tem se tako pogovarjamo, da s tem pristopom je očitno nekaj narobe. Evo. Ampak, če smem, jaz bi zdaj načel še eno temo, ker vem, da bo zdaj časa prehitro zmanjkalo in se mi zdi ključno, to bi skratka rad danes povedal. Evo. Kar mene moti, tukaj ni toliko Golob, ampak reakcije, recimo državljanov na Goloba. In sicer te reakcije so naslednje, da več kot jasno izražajo, manifestirajo neko obliko, jaz bi temu rekel, kognitivne disonance. Bom poskušal pojasniti. In spet pridemo do te definicije levičarja v Sloveniji. Klasičen levičar v Sloveniji misli, da so volivci Janeza Janše seveda podobni neke vrste čredi. Se pravi, to, kar reče vodja, to oni naredijo. Da so brainwashed, da ne razmišljajo svoje glave in tako dalje in tako naprej, da so praktično iracionalni. No, zdaj pa pogledajmo, ali mi levičarji pa seveda nismo takšni. Mi smo pa seveda racionalni, smo samokritični, nismo, znamo stopiti, torej znamo drugega sesut, medtem ko se seveda ti desničarji samo trepljajo po ramenu in so kompaktni, homogeni, so razmišljeni in tako dalje. No, zdaj pa pogledamo, če to res deluje. Jaz opažam in v tem vidim trenutno največji problem, da to ni res. Namreč, če pogledamo, kako zdaj volivci Roberta Goloba in stranke Gibanja Svoboda recimo delujejo v tem tipu, vidimo pravzaprav iste vzorce obnašanja, kot jih vidimo pri volivci Janeza Janše. Se pravi, vidimo, da je nedelo neka kognitivna slepota. Recimo, to zdaj govorim iz lastne izkušnje. Vsakič, ko objavim, ne vem, na Facebooku kritiko Roberta Goloba, so vsi proti temu.
glavnem, se razumete, ne, na Facebooku v glavnem so vaši prijatelji politično isto misleči, torej so to bolj manj ti levo-liberalni krogi, ampak seveda to ne naleti na nobene navdušenja, prav nasprotno na ogorčanje. Ne. Zdaj, kako to možno, če sem pa popolnoma prepričan, da sem bil v svoji kritiki upravičen, utemeljen, argumentiran in umerjen. Kako je to možno? Ja, edini možen odgovor je, da pač volivci Roberta Goloba ne želijo videti, da on dela napake. Sprej, če res tega ne želijo videti, potem so evidentno kognitivno disonančni. Če so kognitivno disonančni, so precej podobni volivcem Janeza Janše, ki ne želijo videti, da tudi on dela napake. Sprej, kam smo zdaj prišli? Ja, hitro pridemo pravzaprav do nekega enečaja med levo volilno bazo in desno volilno bazo. Ne? Sprej, razlika v tem, da si morda leva volilna baza samo domišlja, da je malce boljša, kognitivno boljša od desne volilne baze, ampak poglejmo, ne? Ni toliko kognitivno dobra, da v njih ne bi delovala ta kognitivna disonanca, ne? Ki bi jim preprečevala, da bi preprosto sprejeli, ne, argument, da bi prosto rekli, ok, volili smo za Goloba, ampak morda pa ni vse zlato, kar se sveti. Ne. Volili smo za stranko Gibanje Svoboda in za to oblast, ampak morda pa ta oblast dela napake in potem naredili ta korak, ki je nujen, ne, da v trenutku, ko niti malo ne grozi, da bi ta vlada padla, niti malo ne grozi in torej ne morete škodovati, ne morete škodovati svojo kritiko, če že to sploh kakšen argument, da škodujete s kritiko, da bi namenili to kritiko, opozorilo in tako dalje. Ne? In tu še eno stvar opažam, zdi se mi kakor, da v Sloveniji še vedno nismo osvojili pojma kritike in kritičnega mišljenja, za katerim si filozofi prizadevamo že 2000 let, ker nekako se zdi, da ko izrečeš besedo kritika, vsi besedo kritika razumejo kot kritizerstvo, kot kritikatorstvo ali nekaj podobnega, in je to premočna beseda iz nekega razloga. Skratka, nek nesporazum je na delu, že v tistem hipu, ko izrečeš besedo kritika, kaj šele, ko jo vsebinsko izrečeš, kar je dojeta kot neka vrsta napad. Ampak tisti, ki mene berete, najbrž veste, upam, da ste to opazili, da nikoli nisem želil. Skratka, da je moja kritika vedno znova utemeljena, se poskuša biti utemeljena, racionalna in argumentirana. Tako da potem se pač pogovarjamo o tem, ali je ta kritika argumentirana in samo o tem. Ne? In pogovarjamo se mimogrede tudi o tem, da, to je naslednja boleča rana teh levičarjev, da je žal tako, da ima v kakšnem argumentu pa tudi Janša prav. Ne? Da mogoče politično, taktično ni najboljše v neki situaciji dati prav Janezu Janši, takrat, ko vidite, da ima Janez Janša prav, ampak zdaj ni ta časovna situacija. In tako pa če, tehtamo argumente in včasih ima celo Janša prav, karkoli se že ne mislimo. In oprostite, jaz ga kritiziram že 20 let. In to zelo, zelo konstantno in zelo energično in meni je težko očitati, no, skratka, da bi bil največj kritike, kot narekovajo, nasprotne strani. Zdaj je čas za kritiko Roberta Goloba. Se povezavi s tem, prej, ko si že omenil, ne, avtoritarne vzorce, ki se jih zaznal pri njem, ne? In mislim, da dobro, gled, prvo kot prvo, če bi jaz sebe predstavljal, mislim, dobro, jaz sem res, imam močne anarhistične predispozicije, ampak če bi sebe si predstavljal kot premijeja, tukaj bi bilo neke avtoritarnosti, mislim, ker to je, kaj pa je to moraš urediti te stvari, ne moraš stejati vsak dialog in tako dalje, ono vedno želiš si in upaš, presojaš, da delaš najboljše. Ne? In tle me zanima zdaj, ali gre za taktiko, oziroma kako ti to vidiš. Namreč, je nek navidezni dialog med vlado, seveda po želji Roberta Goloba, vedno je prisoten na teh tiskovnih
konferencah, ne, po želji Roberta Goloba seveda mišljeno sarkastično, ampak ok, imamo, kako se imenuje, strateški svet za sovražni govor. Ne. So še neki drugi poskusi oziroma vzpostavljanje nekih odnosov, stikov, gradnje nekih mostov med oblastjo pa civilno družbo. Ne. Jaz v samem tem konkretno omenil sem strateški svet za sovražni govor, oziroma kakorkoli se pravilno imenuje, mislim, da nisem ga pravilno imenuje. Za preprečevanje. Za preprečevanje, ne. Ja, sicer bi se boril. To mi je padlo na pamet, ja. Ampak okej, ljudje, ki so notri, ne, jaz jih spoštujem, resnično jih spoštujem, zanima me, kaj bo prišlo ven iz tega, kako se bo stvar razvijala naprej. Ampak, kar pa vseeno razmišljam je pa to, ali si Nemara Golob tukaj kupuje nek čas, zaradi tega, ker ti navidezno vodiš dialog s civilno družbo, no, izkušnje to vrstne nam pa kažejo neke druge vzorce oziroma nerezultate. Ne. Mladi za podnebno pravičnost so pred dnevi ponovno šli, zdaj pa mislim, da do Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ali Ministrstva za naravne vire in prostor. To še vedno poskušamo razumeti, zakaj sta točno dva. Ampak so ponovno odnesli ne samo neko javno pismo, ampak tudi dokumentacijo, predali pač tam ponovni poziv v bistvu po resničnem dialogu. V MZPP-ju so že leta 2020 sestavili 21-stranski dokument, ga dostavili takratnemu ministrstvu, začeli nek dialog, dali ogromno pripomb, ki so tehtne, podkovane s strokovnimi mnenji, študijami in tako dalje, ampak niti ena ni bila upoštevana. Tako se vodi ta dialog, ki je, kot sem rekel, uvodoma dialog, ki je na eni strani pač, kjer so na eni strani prisotna zatisnjena ušesa. Ne. Tako da, dialog je vsekakor potreben, ne? Ampak konkretno pri temu, kar počne Golob, ne? Z vsemi temi nekimi indiciji in izražanjem volje za dialogom s civilno družbo, kakšno je pravzaprav tvoje mnenje, kje moramo biti tu previdni, na kaj pozorni, kaj lahko pričakujemo? Evo, spet da malo oster. Torej, kar zadeva sodelovanje te vlade s civilno družbo, seveda imamo vsi neke dvome. Ne? Zdaj, dvom je gotovo ta, ne samo to, kot praviš, da si morda predsednik vlade kupuje čas, ampak kaj pa, če si kupuje tudi civilno družbo? Zdaj, zame bo merodajna seveda presoja same Nike Kovač, ki vodi strateški svet za preprečevanje sovražnega govora, kaj bo ona po izteku svojega mandata rekla, ali je zadovoljna s tem sodelovanjem, ali je ta vlada prisluhnila, ali je zavrnila njene predloge, to bo najbolj merodajno, kaj bo ta strateški svet na koncu povedal. Ampak jaz se bojim, ne, da je velikokrat to sodelovanje res mišljeno podkupovanje civilne družbe. In ta primer, ki ga ti dajaš, glede okoljevarstvenikov, bi temu malce pritrjeval in ne samo to, ne, še huje, ne, to, da se je sam resor okolja, to smo pa mnogi opozorili že na začetku delovanja te vlade, da se je samo vprašanje okoljevarstva in okolja razparceliralo v dva resorja, v kar dva resorja, dveh ministrstv torej, je obupno, je katastrofa za okoljevarstvo. In to v resor energetike. Kako lahko imate skrb za okolje znotraj resorja za energetiko? Prosim vas lepo, to je tempirana bomba. Tule, hočem reči, so naši začetni dvomi, po mojem, ali pa skepsa do okoljevarstvene drže te vlade bili upravičeni samega začetka. Ne? Tako da, včasih se mi zdi skratka, da Golob deluje takole precej spontano, da reče, aha, tule je bila fizično napadena Nika Kovač, do napada je najbrž prišlo zaradi izrazov sovraštva proti njej, torej ona najbolj primerna oseba, da vodi strateški svet za preprečevanje, že v tej logiki razmisleka nekaj narobe, ne morate vi biti zato, ker ste bili napadeni, specializt za sovražni govor, ampak v redu, tam je solidna ekipa in zdaj čakamo,
kaj bo ta ekipa naredila. Predvsem pa se mi zdi, čakamo na to, kako bo zdaj te ponujene ukrepe tega strateškega sveta Golob posvojil, ali jih bo posvojil, ali jih ne bo. Druga stvar, poglejte, če se pogovarjamo o sovražnem govoru, meni je zelo žal to povedati, ampak sovražnega govora se v Sloveniji praktično ne preganja, a veste zakaj ne? Zato, ker vrh tožilstva misli, da sovražni govor v Sloveniji ni kaznivo dejanje. Kar je katastrofalna prisoja in ne more držati, seveda, ne? Drago Šketa, ki je zdaj ponovil, ravnokar ponovil svoj 6-letni mandat na čelu generalnega državnega tožilca, je svoj prvi mandat začel z napovedjo boja proti sovražnemu govoru. A je mogoče kdo med vami opazil kakšno spremembo v zadnjih 6 letih? Jaz je nisem, niti ene. Zdaj ga je ta ista vlada, Golobova vlada, potrdila. In ta vlada, ki je oktobra lani dejala, da bo njena prioriteta boj proti sovražnemu govoru, ja, ga je potrdila. Rezultatov ni nobenih. Še vedno je tam ta zloglasni 227. člen, ki ga po mnenju torej naših pravnikov vseh 200 tožilcev v državi bere narobe. Jaz sem že leta 16 predlagal, da se ta člen spremeni, ker je katastrofalno napisan in mora biti res, da ga 200 tožilcev, kot kolikih je v Sloveniji, da ga vsi do zadnjega berejo narobe. Prosim, spremenite ta člen, ampak ne, vsi zagotavljajo, ministrica za pravosodje, Dominika Švarc-Pipan in tako dalje, da je ta člen super, nič ne bomo spreminjali. Jaz trdim, da je prvi pogoj, da se začnemo resno boriti proti sovražnemu govoru, ta, da spremenimo 227. člen Kazenskega zakonika, da ne grem v detajle, zakaj je narobe napisan in čem je narobe napisan. Skratka, s tem bojem proti sovražnemu govoru bomo zdaj videli, kaj bo. Ne? Jaz celo mislim, da v nekaj mesecih, da bomo zelo hitro videli, kaj bo. In to je bila zdaj prioriteta te vlade. Tako se je izrazil predsednik vlade, prioriteta. In eno leto nazaj se je izrazil, da bo njegova prioriteta v delovanju reševanje RTV servisa. Kako ga je rešil v tej svoji prioriteti? A ga je kakorkoli rešil? Na noben način ga ni rešil. Skratka, toliko o njegovih prioritetah in učinkovitosti. Jaz bom še dva vprašanja, tako da, ukolikor želi še kdo sodelovati v debati, naj se kar pripravi. Prvo je, ko sem prej rekel zaveznika, jaz to resno mislim, zakaj? Zaradi tega, ker na InMedia res sem prebral, ne bi sicer morda... To je pri meni, ne? Tako je, to je pri tebi. Ne bi morda sicer niti zasledil, ali pa bi, ampak je dejstvo, da sem pri tebi. To, kar si pisal o tem, da Nacionalna tiskovna agencija, ki je medij neonacistov, s katerim upravljajo preko preomenjenega društva za promocijo in ohranjanje tradicionalnih vrednot, skratka, da uporabljajo ta medij NTA za širjenje idej direktno iz Hitlerjevega Mein Kampfa. In ko sem jaz pisal nazadnje o neonacistih, to je bilo nekaj tednov nazaj Mladina objavila, poanta tega članka je bila samo ta, da razumem, če hočete pozabiti na rumene jopiče, ampak to ni pametno, ker oni vedo, da ni pozornosti zdaj na njih in to ni dobro za nas. Pležejo po družbenih lestvicah, niso se potuhnili, to je ta stvar. In jaz sem potem, seveda na podlagi tvojega zapisa, pisal na Ministrstvo za kulturo in sem rekel, ok, kaj je zdaj z ukinjanjem tegale pravzaprav posebnega statusa delovanja na področju kulture, ki je v interesu javnosti. In sem dobil nazaj odgovor, ki ga citiram tudi v članku, ga bom poskušal tudi zdaj, torej, vaša ne namigovanja, ne domneve, ampak vaši očitki, da naj bi s tem portalom, torej NTA, domnevno upravljali neonacisti in da naj bi ga domnevno, oziroma uporabljali za širjenje domnevno idej iz Hitlerjevega Mein Kampfa, žal še ne zadostuje za izbris oziroma iz razvida medijev ta NTA in da to društvo izgubi pač to. Ja, ampak do tega mi pridemo zakaj.
Ker se v naši družbi dogaja skozi leta nek proces. Vedno radi govorimo o tem, kako se politično stranke, tako imenovane desne sredine ali pa leve sredine pomikajo ideološko ali pa politično vedno bolj skrajno desno, vedno bolj v desno. To vidimo v vseh evropskih državah. To je izrazit problem, ki ga imamo. Ampak vidimo na tej drugi, vidimo v sozvočju pravzaprav, s tem tudi to, da ko pride skrajno desna vlada oziroma režim kakorkoli, povozijo vsa pravila, vse zakone, polulajo se na ustavo, da se tako izrazim in tako dalje, potem pa pridejo ti tako imenovani levičari oziroma levo-sredinsko usmerjeni kakorkoli, ki so pa klasični legalisti. Nihče od njih ne terja, da naj bodo isti, naj povozijo se zakone in brišejo ven kogarkoli hočejo in tako dalje, ampak tudi ne ukrenejo nič. In tako se v naši družbi, imam jaz občutek, oziroma ni občutek, opažam to, stvari premikajo vedno bolj skrajno desno. In tu neki petkovi, pa nočem biti posmehljiv, ne razumete me narobe, ampak neki petkovi posebni dnevi v šolah, vezani na kulturo govora, nenasilja in solidarnosti veliko ne bodo pripomogli k temu. Samo nekdo se bo boljše počutil, ker je bilo to očitno organizirano v specifično njegovi volji. Smem dopolniti. Torej, NTA, Nacionalna tiskovna agencija, je tisti medij, ki je nastal pod ustanoviteljstvom Aleša Ernecla, če se spomnite, in imel celo neko ambicijo biti alternativna slovenska tiskovna agencija. In imel nek nabor piscev. Med njimi so bili Vinko Gorenak, Alojz Kovca in tako dalje. Potem je pa Ernecel, ustanovitelj tega portala, nespametno v nekem intervjuju z nekim ameriškim rasistom povedal, da je to prvi fašistični slovenski medij. In na tej točki so se začeli tudi v SDS-u od njega distancirati. Naslednji korak je bil, da je vodenje tega portala prevzel Urban Purgar, ki je še vedno glavni odgovorni urednik tega portala. To je tisti rumeni jopič, ki ga je, kot veste, Hojs označil za biser in ki sicer malikuje Adolfa Hitlerja in tako dalje na Twitteru in sicer in tako dalje. Skratka, jasno je, kakšen je ta profil, ampak kaj je zdaj pomembno? Ta portal NTA, Nacionalna tiskovna agencija, je bil v času vlade Janeza Janše pod ministrstvom Vaska Simonitija vpisan v razvid medijev. Na podoben način, kot je bilo društvo tega istega človeka, Urbana Purgarja, vpisano v razvid društv, ki deluje v javnem interesu na podlagi neonacističnih manifestov. Toliko zblizanosti Janševe vlade, kot rečeno, z radikalnimi, milo rečeno, radikalnimi ekstremističnimi gibanji, in tem se v Sloveniji ne pogovarjamo z nekega razloga, ki ga jaz ne razumem. In zdaj, kaj se dogaja? Seveda, ta portal je dejansko lani, mislim, da objavil eno hrvaško pisko, ki je dobesedno v svojem tekstu objavila pasuse iz Mein Kampfa, čiste, ki podpirajo rasistično idejo večvrednosti arijske rase. In jaz sem podal kazensko ovadbo na tožilstvo in čakam, kaj se bo s tem zgodilo. Ampak kot vidite, na ministrstvu pod Golobovo vlado ocenjujejo, da so to grde insinuacije, če nekdo vpraša. Tako, če sem prav tebe razumel, si ti vprašal, če bodo slučajno zbrisali ta medij z razvida. Kakšni so načrti? In so rekli, ne, to so grde insinuacije. Toliko o tem, kaj se da narediti v tej državi in kdo je odgovoren za to, da se nič ne zgodi. V bistvu mislim, da je bila poanta odgovora, da pač zakon ne dopušča, da bi se na podlagi nekih očitkov, ki so seveda preverljivi. Absolutno, vse, kar si naštel, je zlahka preverljivo. Mediji smo veliko pisali prav o tem društvu, tako da ja. Jaz bi za sam konec, mogoče se utrne še kakšno vprašanje, ampak bi res povabil vas, Boris, ne vem kolikokrat pride v Ljubljano, tako da z veseljem podam mikrofon kasneje. Redko izkoristiti priložnost.
Jaz bi samo eno stvar bi povedal glede in zdaj grem na Zorana Jankovića, oziroma na Ljubljano, ampak to se tiče tega sprenevedanja in velikokrat pač te tudi na nek način apatije in kako mi gledamo na določene ljudi v naši družbi. In tukaj ste ljudje, ki ste tako ali drugače kdaj Zorana Jankovića tudi javno podprli. Jaz bi vam rad samo eno stvar rekel. Kar se tiče gradnje tegale kanala C0, način, kako Janković to pelje, jaz ne bom zdaj se spuščal v okoljevarstvene stvari in tako naprej, stroka je o tem marsikaj že povedala in še marsikdo zraven, ampak njegov način tegale vodenja in kaj pravzaprav celotnega tega procesa, postopka in tako dalje, in kaj vse je tukaj prišlo zraven. Prišli smo do točke, da v Ljubljani očitno, mislim, tako izpade, ljudje, ki so organizirani v to inicijativo, ki se bojujejo proti izgradnji tega kanala C0, so pač ljudje, ki tam živijo, ki jim je bila, smatrajo, vzeta zemlja, oziroma ki imajo s tem problem, niso bili vključeni v postopke in tako dalje. Ampak te ljudi, kot kaže, očitno v Ljubljani podpira samo desnica, oziroma bodimo pošteni, skrajna desnica. Je absolutno neverjetno, da te neke proteste v podporo tem ljudem in v podporo nekega okoljevarstva vodijo Aleš Primc, vodijo Aleš Hojs in podobni. Dokler se bomo mi v Ljubljani, pa s tem ne mislim sebe, sprenevedali glede tega, kaj se tukaj dogaja, dokler ne bo nobene kritike usmerjene zoper Jankovića in to njegovo početje, dokler bodo ljudje, ki tam protestirajo, dokler tam bodo protestirali, imeli za družbo samo pač ljudi iz skrajne desnice, ki so tam samo oportunistično in samo za voljo političnega oportunizma, na ta način se bo v Ljubljani na široko odpirajo vrata desnici oziroma skrajni desnici. Sem slišal že dostikrat reči od ljudi, ki so bili prisotni na tako imenovanih petkovih kolesarskih protestih, pusti ta kanal C0, to so samo ti neki desničari, to absolutno in popolnoma ni res. Preko tega se odpirajo samo vrata skrajni desnici v Ljubljani in kdorkoli je kadarkoli podprl Zorana Jankovića, pa da je danes tukaj prisoten in vas beremo in vas poslušamo, ste starejši od nas, vas spoštujemo in vas imamo radi. Ampak, če boste pripomogli k temu, da se odprejo ta vrata desnici v Ljubljani, vam tega ne bomo mogli nikoli pozabiti niti oprostiti. Mene Janković na Orlah, medtem, ko mu eden od tistih varnostnikov v imenu oziroma za Zvezo borcev polaga tam spomeniku Venc, mene Janković, pa tudi Golob, nima kaj spominjati na leto 1945. Jaz živim v letu 2023 in skrbim za to, kakšne bojo razmere tukaj čez 10 let ali še prej 5 let in tako naprej. In tukaj se moramo pač vsi skupaj vprašati in se zavedati tega, da živimo pravzaprav v zelo majhni družbi, v kateri je absolutno in popolnoma konec dneva vseeno, kakšne vloge in igre in položaje ima kdo v tej družbi. Mi smo drug drugemu in sosedje, in sokrajanke, in sokrajani in tako naprej. In moramo paziti, kaj počnemo. In tako, kot je Boris to že večkrat poudaril danes, bom tudi jaz na konec, moramo biti kritični do stvari, do katerih je treba absolutno biti kritični, sicer drugim prepuščamo, da to delajo namesto nas v konkretnem primeru in to uporabljajo in izrabljajo za izgradnjo neke drugačne vizije družbe, kot jo poznamo mi, kot jo mi oglašujemo skozi Ljubljana je antifašistično mesto in tako naprej, ki imajo druge vrednote kot te, ki povezujejo vse nas in so nam tako zelo drage. Hvala. Je kakršno, bi ti mogoče tukaj še kaj dodal? Torej, zanimivo, danes sem bil pozitivno presenečen, ker sem opazil, da je predsednica republike Nataša Pirc-Musar pozvala Jankovića, da ustavi dela pri izgradnji tega kanala. To se mi bilo zelo pozitivno in če smem malo hvaliti, jaz mislim, da predsednika Pahorja tega ne bi dočakali.